Pa mislim, da smo odgarali eno lepo tekmo spet. Pokazali smo, da se lahko kosamo tudi proti večjim državam. Prvi polčas mislim, da smo bili celo bolj dominantni in tu nas je pol zmanjkalo v drugem polčasu. Če bi tako nadaljevali, mislim, da bi lahko pripeljali tudi do 3 točk, ampak so dobri, igrajo Premier ligo, se vidi, so višji nivo, ampak vseeno smo mi s to željo dokazali, da smo lahko, če smo se vsi damo na isto valovno, da držimo drug za drugega, da smo lahko enakovredni vsem. Mislim, da je bila dobra atmosfera, iskreno smo zadovoljni z piko proti taki reprezentanci kot je Anglija. Ja, mislim, da smo videli po tekmi, da feeling iz cele ekipe je odličen. Odlegal nam je po prvi tekmi, ko nismo izkoristili svojih šans, smo dobili 3 smešne gole, ampak dan smo stopili skupaj kot ekipa, popravili napake, nismo jedno puščali toliko prostora in smo od zadnji zdržali 0. Mislim, da smo oddelali, res odgarali dobro tekmo. Bili smo kvalitetni v taktičnem postavljanju, vedeli smo, da nas bo čakala težka tekma, veliko teka, da bo naporno, ampak smo res ponosni na ekipo, na vse fante, na štab, ker smo na nek način, nam je uspelo to, kar smo si zadali, sicer nam je pa žal, da nismo iz kakšne šanse dali gol. Pa v ekipi je pozitivno vzdušje, res je veselje, zdaj vemo, da časa za veselje pa ni dosti, ker je težka tekma pred nami. Zdaj imamo vse v svojih rokah, mi moramo tisto tekmo zmagati, pa potem po tekmi, po 90 minuti se bo videlo, na katerem mestu bomo bili v skupini. Imeli smo spet par priložnosti, ampak jaz mislim, da nas bo tretjo tekmo nagradili in da bomo šli naprej. No, nijamo mi Mesija, da bi vse sam naredil in glih to, tako moramo tudi tretjo tekmo in bomo sigurno šli na 3 pike, spet ne z neko individualno kvaliteto, ampak s to ekipnim duhom. In nismo vsi navajeni igrati na 3 dni in to se zdaj bo tretja tekma v 7 dneh, tako da je res pomembna ta regeneracija, športno življenje in se spočiti. Jaz mislim, da ni bilo malo lažje, oni so bolj navajeni igrati na te 2-3 dni, ampak tudi mi mislim, da smo fizično res dosti pokurili energiji v obrambi. Potem drugi polčas nas je seveda malo zmanjkalo v napadu. Ja, je bilo naporen, vidi se, da njihovi igralci igrajo Premier ligo, ne vem kakšne lige, vsak vikend. Mi pač še nimamo te izkušenj, ampak mislim, da smo kot ekipa super zdržali, nismo jim dali prostora, da bi razvili igro in zasluženo iztržili točko. Kot nas je krasilo res v kvalifikacijah, to nas je krasilo tudi danes. Res dosti blokiranih šutov, dosti blokiranih podaj, res fantastično so opravili delo, da sem tudi jaz imel manj dela. Tudi pripravili smo se dobro na tekmo, mislim, da smo imeli res v hotelu vse pripravljeno, da smo dobro jedli, dosti smo res pili, vedeli smo, da bo tako in mi smo, mislim, da res boljše bili pripravljeni na tekmo kot Angleži. Mogoče so bili res Angleži pikico bolj utrujeni, bolj nenavajeni na take temperature od nas. In mislim, da nam je mogoče pomagalo tudi malo vremena. Se zavedamo, da še vedno sicer imamo šanse, ampak s to prvo tekmo smo si dosti zakomplicirali delo. Tako da zdaj bo enostavno, ni časa za neko veselje, za neko euforijo, za to točko. Mislim, da se bomo hitro preusmerili na zadnjo tekmo in tam lovili napredovanje. Mislim, da zdaj moramo s to pozitivno energijo se dobro pripraviti na naslednjo tekmo, počivati, kar se da, narediti ta eden trening pa pol, kar se da najboljše in na polno iti v tekmo s Češko. Pa jaz mislim, da bo tretja tekma s Češko ena še, po mojem mnenju, še težja, ker vsi vemo, da take reprezentance v narekovajih na papirju lažje, ti dajo veliko več težav kot te velike, ampak jaz mislim, da smo pokazali dobro igro in mislim, da je to odličen povod za tretjo tekmo. Dokler so šanse, mi verjamemo 100%, tako da od zdaj naprej gre fokus na Češko in na poskusiti loviti napredovanje.